Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 2. junij 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Orkan Musk. Pustošil je po javni upravi in odšel. Kaj zares pomeni odhod Elona Muska iz Bele hiše? Ob svetovnem dnevu boja proti motnjam hranjenja strokovnjaki opozarjajo, da se starost, pri kateri otroci in mladostniki zbolijo za boleznijo, niža, hkrati se je po pandemiji COVID-19 med mladimi število primerov zvišalo. Pogovarjali smo se z mlado režiserko Vido Skerk, ki se je kot edina Slovenka uvrstila v uradni program slovitega filmskega festivala Cannes. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Elon Musk, najbogatejši zemljan in eden najtesnejših sodelavcev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je pred dnevi poslovil iz Bele hiše. 4 mesece od nastopa Trumpove administracije je vodil urad za vladno učinkovitost. Pod njegovim vodenjem so odpustili več tisoč javnih uslužbencev, ukinili so številne vladne agencije. Zgodbo spremlja naš zunanje politični novinar Jon Knez, ki ga zdaj pozdravljam v svoji družbi. Jon, zakaj je Musk odšel iz Bele hiše? Miha, zdravo. Uradna razlaga je, da se je njegov mandat vodje urada za vladno učinkovitost iztekel, ampak sploh v bistvu ne vemo, kako dolgo je ta mandat trajal, kakšen je sploh bil, ker so vmes iz Bele hiše tudi sporočili, da Musk urada sploh ne vodi, ampak je zgolj Trumpa svetovalec, se pravi zmešnjava. No, poslovil se z besedami, da je predsedniku Donaldu Trumpu hvaležen, da je lahko znižal stroške javne uprave. Kot si že omenil, bilo odpuščenih več tisoč javnih uslužbencev. Prekinjeni so bili programi financiranja raznih agencij, med drugim spomnimo se primera USAID. Zaposleni pa so dobili elektronsko sporočilo, da naj poročajo o svojem delu, sicer bodo odpuščeni. Elon Musk je že za časa kampanje, torej lani poleti, napovedal, da bo z krčenjem sredstev prihranil 2000 milijard ameriških dolarjev, na to je številko le spustil za $1000. Koliko je zaenkrat zares bilo prihranjenih stroškov, še ni znano, po neuradnih ocenah pa naj bi številka znašala okoli 160 milijard. Naš sogovornik, politolog Klemen Balanč, pa je mnenja, da je razlog za odhod v tem, da je zaradi Muskovega političnega udejstvovanja upadla prodaja električnih vozil, imenovanih Tesla. Tako je. Kaj to pomeni? Ostaja zdaj Trumpov zaveznik, gospod Elon Musk, ali ne? Absolutno. Tako Musk kot Donald Trump sta v petek ob uradnem slovesu v Beli hiši napovedala, da bo že omenjeni urad nadaljeval z delom, kot tudi to, da Elon Musk ostaja Trumpov zaveznik in svetovalec iz ozadja. Spremenilo se torej ne bo nič, le da na papirju ne bo več podpisan kot vodja urada. Zakaj je Musk še vedno pomemben, kakšno vlogo ima pri Trumpu? V prvi vrsti je razlog v financah. Elon Musk je najbogatejši človek na zemlji. V težak je okoli 480 milijard dolarjev, to je nekaj, o čemer jaz in ti sploh ne moreva sanjati. No, ob predsedniku Trumpu se je začel aktivneje pojavljati lani poleti in ga v kampanji vse skozi podpiral. Po neuspelem atentatu na Donalda Trumpa še toliko bolj. Kampanjo je sofinanciral z okoli 280 milijoni ameriških dolarjev. Vsekakor pa je na predsednika Donalda Trumpa vplival tudi svojimi skrajnimi pogledi oziroma stališči, saj Donald Trump, kot pravijo poznavalci, hitro podleže vplivom ljudi, ki jim zaupa. Musk se je v ovalni pisarni pojavil z modrico, smo lahko videli, kaj se je zgodilo? Ja, pojavil se je z modrico, ampak je pojasnil, da ga je pri igranju z žogo ali igračami mahnil sin. Očitno nič hujšega. Kaj pa govorice o uporabi mamil, drog? Ja, prejšnji teden so v verjetno najvplivnejšem ameriškem časopisu New York Times poročali, da naj bi Elon Musk med kampanjo užival prepovedane substance, da naj bi zaradi tega imel tudi zdravstvene težave. Na to se je v soboto odzval na svojem družbenem omrežju X in zapisal, da to ne drži in da gre za laž. Ameriški predsednik Donald Trump pa je rekel, da o tem ne ve nič. Hvala, Jon. Musku pa želimo uživanje tako ali drugače. Absolutno. Hvala za povabilo, Miha.
Ob svetovnem dnevu boja proti motnjam hranjenja strokovnjaki opozarjajo, da se starost, pri kateri otroci in mladostniki zbolijo za boleznijo, niža. Hkrati se je po pandemiji COVID-19 med mladimi število primerov zvišalo. Spremenilo pa se je tudi razmerje med spoloma. Če je v preteklosti veljalo, da med bolniki skoraj da ni moških, danes ocenjujejo, da predstavljajo tretjino vseh obolelih. Čeprav motnje hranjenja še zdaleč ne prizadanejo samo otrok in mladostnikov, so prav mladi najbolj ranljivi za vpliv enakostranskih, stereotipnih podob glede videza, kot so stigmatizacija različnih teles, kult vitkosti in retuširane fotografije, pojasnjujejo na svetovalnici za motnje hranjenja Muza. Odrasli z motnjo hranjenja se lahko pri nas v obliki hospitalizacije zdravijo le na enoti v sklopu Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Tam je za starejše od 17 let na voljo 12 postelj, ki so ves čas zasedene. Delo z bolniki je osredotočeno na iskanje notranjih vzgibov, zakaj do težav s hrano, ki so le izraz globoke čustvene stiske, pride, a ozdravitev je vsekakor mogoča, dodajajo strokovnjaki. Podrobnosti v članku Tjaše Gajšek na večer.com. Gremo k kulturi. Cannes ni ravno festival, kjer bi slovenska kinematografija beležila redno prisotnost v uradnem programu, ker vendarle gre za dogodek, kjer dominirajo najmočnejše filmske države. Prav zato je vsaka slovenska udeležba še toliko bolj vredna izpostavitve, piše naš filmski kritik Matic Majcen. Letos je bila naša edina predstavnica mlada režiserka Vida Skerk, ki se je v uradni program uvrstila s svojim kratkim filmom Eter, ki ga je posnela med študijem režije v Angliji. Z mlado režiserko, ki se je leta 1999 rodila v Trstu in ima slovenske, hrvaške in italijanske korenine, se je Matic Majcen pogovarjal v Cannesu. Kot je sama opisala film Eter, spremljamo mlad par, ki gre za en dan na izlet v naravo. Odnos pa začne postopoma razpadati zaradi nezmožnosti, da bi kvalitetno komunicirala drug z drugim. Na vprašanje, kakšna je bila njena prva izkušnja z znamenitim filmskim festivalom, je Vida Skerk odgovorila: zelo šokantno. Nisem pričakovala, da je to tako velik festival. Tudi hitro postane jasno, da je film ekonomija, industrija, kapitalizem, hkrati pa festival zelo spretno žonglira s tem, da goji lepo spoštovanje do filma kot umetnosti. Tako da tu res začneš razumeti, da lahko ljubiš film kot umetnost, a da je to v zakulisju hkrati stvar denarja in prihodkov. Intervju preberite v današnjem Večeru ter na večer.com. To je bil Večerov dnevni podcast Večer zjutraj 2. junija 2025. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Prosimo, da podcast ocenite. Lep teden želimo, se beremo in slišimo.